Občutki ob uvrstitvi v drugi krog so bili v bistvu pričakovani, kot sem tudi napovedal pred časom, da dejansko pričakujem uvrstitev v drugi krog iz preprostega razloga, ker sem prepričan, da smo delali dobro, da smo bili dovolj med ljudmi in da smo z našim programom, ki bi tudi pravočasno in objavljen na spletnih straneh in katerega sem predstavljal med prebivalkami in prebivalci naše občine, dovolj nazorno predstavil in da verjamejo, da je to pot uspešnega razvoja naše občine vnaprej. Prvič sem bil v neki volilni kampanji, tako da nisem pričakoval nekih, če temu tako rečemo, nizkih udarcev. Imeli smo spoštljiv odnos, morda celo neke kritike smo dobili, da smo primerni bili, ampak kljub temu verjamem, da smo vsi delali oziroma delamo za dobrobit naših občank in občanov. Samo poti so pa malce različne in se v posameznih segmentih razlikujejo. Drugače pa kampanja kot taka mi je bila v redu, ni bila naporna, rad sem se srečeval z ljudmi, rad sem spoznaval nove ljudi, nove obraze in tudi z veseljem prisluhnem njihovim težavam, za katere verjamem, da so, čeprav za nekatere se to zdi neke minimalne težave, pa verjamem, da vsaka taka težava je lahko z nekoga tudi velika in bomo te težave reševali v prihodnje. Sem član Modre smeri, nisem njen član ustanovitveni, kot od samega začetka sem se pa pridružil pri pisanju programa, pri analiziranju zapisnikov sej krajevnih skupnosti in pa sej zapisnikov občinskega sveta. Ja, bom rekel tako, morda smo pričakovali kakšen mandat več, ampak to je, kar je, občanke in občani so tako odločili, verjamem, da se da s temi 4 mandati delati dobro in da bomo delali v dobrobit naših občank in občanov. Gremo na zmago, to smo šli že od samega začetka. Pričakujem, da bomo imeli nekaj soočenj na televiziji, da bomo se proti kandidatom lahko izmenjali kakšna stališča, da bomo si izmenjali mnenja in da bomo vsak na svoj način nagovarjali naše občanke in občani, da nam bodo prisluhnili in da bo naše osnovno vodilo dobrobit občankam in občanov, ne pa neke politične zakulisne igrice. Ste se morda pogovarjali že s katerim od kandidatov, ki mu ni uspel preboj v drugi krog, za kakšno podporo mogoče? Ne še, do tega trenutka prihajam iz službe, iz Ljubljane, nisem imel še nobenega klica z nobenim proti kandidatom iz prvega kroga, da bi se dogovarjali glede podpore.